Lepo pozdravljeni v vijoličnih novicah iz studia Belek. Četrti dan priprav, prva tekma in prva zmaga. Vijoličasti so bili z 2-1 boljši od avstrijskega Laska. Z mano v studiu pa nocojšnji gost, napadalec Rok Sirk. Rok. Lepo pozdravljeni. Utrujen? Nekaj svežine glih ni. Ni svežine. Slišal sem, da te je krč tudi v podplat. Obstaja še verjetno eno mesto, ki je bolj neugodno, ne? Ampak dobro. Marsi kje druge bi pričakoval, ampak tudi zgleda lahko tudi pod plato se najde. Jutri bo malo lažji program, tako da... Ja, jutri imamo regeneracijo, popoldne prosto, da se spočijemo in smo pripravljeni za naslednje treninge in tekme. Se spomniš, koliko si bil star, ko si bil prvič na pripravah s člansko ekipo vijoličastih in kje je to bilo? Ja, 15 let Poreču. Slišal sem za en dogodek, oziroma bom rekel, kar zgodbo z teh priprav, se verjetno tudi sam spomniš. Šlo je za eno tekmo, pripravljalno. Ja, spomnim se. Vem, da smo imeli mlajši smo imeli prost popoldne in jaz nisem bil poklican na tekmo in sem Uroša vprašal, a mi smo pa prosti, in kar naenkrat sem se znajdel na papirju za tekmo. Trener je bil Darko Milanič. Ja. Uroš Jurišič, sekretar, mu je pač povedal, da nisi zadovoljen, da lahko greš s soigralci malo okrog in da bi rad igral. Ja. In je potem spremenil plan in te dal v kader. Ja, res je. In bil sem zelo srečen in presenečen in reči, koliko sem v tistem trenutku lahko dal od sebe, glede na to, da sem bil zelo mlad, sem dal in mislim, da je bilo okej. Sicer pa so nažalost to tvoje zgodnje obdobje pri Mariboru zaznamovale poškodbe. Res je. Bila je reprezentančna tekma proti Srbiji. Križne vezi sem strgal. Dolgo okreval, 7-8 mesecev, pa še enkrat. Še nekoliko, 10 mesecev, nekoliko dlje časa, ampak nič. Nekako sem se vrnil, probal odmisliti vse težave in ja, na nek način je uspelo. Današnja tekma, nasprotnik kar zahteven, kak si zadovoljen, igral si pač večino časa tudi. Ja, 60 minut, zelo dobra tekma z naše strani, mislim, da smo pokazali pravi karakter in ta tekma lahko neko vodilo za in priprave in za naprej v sezoni. Mislim, da če bomo imeli tak pristop, kot je bil danes, da nimamo česa bati in smo lahko optimistični. Kaj točno se je dogajalo danes na tekmi, pa v naslednjem prispevku?
prišla do mene, videl sem, da ni nobenega nasprotnega igralca v bližini, da bi bil v bloku. Imel sem odprt strel, tako da sem se odločil in žoga je lepo zadela okvir gola. Vedeli smo že pred tekmo, gledali smo analizo, vse vedeli smo, da kot ponavadi, kot avstrijske vse ekipe grejo zelo čvrsto, tako je tudi bilo, od prve minute so šli na polno. Mislim, da smo mi zelo dobro nazaj pokazali, kaj znamo in seveda je pomembno ta rezultat, to smo se pogovarjali tudi za psihično stabilnost in da bo boljše vzdušje, je zelo pomemben ta rezultat. Rok, komentar zmagovitega zadetka? Ja, Mirko, izgleda, da je prejšnji večer dosti FIFA igral in probal poskusiti kot na FIFA in mu je uspelo. Mi smo pa, kot za vsakega gosta, zbrali par tvojih fotografij iz mladosti. Zanima me še prej, kjer je avto voziš? BMW-ja. BMW-ja. Ker zdaj tvoj ranji razvoj ni kazal na to, da boš pač take avte vozil. To je ta prva fotografija, kjer pač zgleda, da si bil nagnjen nek športni karieri, ampak da bi kaj prideloval na zemlji. Se spomniš tega vozila mogoče? Približno. To je klasični koroški avto. Klasični koroški avto, dobro. Na drugi fotografiji, Rok, je tvoja ljubezen do vozil še bolj izrazita. Pink Panther vozilo je to, v glavnem roza barve. Darilo ali si sam zbral? Pojma nima. Izgleda, da sem bil malo na vozilo v mlajših letih. Kaj si ti naredil? Tretja fotografija pa, mislim, če bi to vedeli prej, bi danes lahko ekonomu Robiju, glede na to, da vem, da si v kompletni opremi za potapljanje pomagal po žoge za gol hoditi v ono šumo, ker je namreč naš ekonom rekel, da je tam bila globina 2 metra in da do ene žoge ni prišel. Tako da, se spomniš, kje je to nastalo? Ja, na Hrvaškem, verjetno nekaj na morju. Fak iste to dobre. Ne spomnim. Dobro, naslednja rubrika je Ugani kdo. Evo, gremo. Ker gremo, veš pravila? Pravila, vem, gremo. Gremo. Neko okoliščino, ne? Pa ti, po mojem, imaš tako lahko, da ti ne rajem pomagati. Glej, kak nas stiskajo, no. En dupli pas pa izpademo, tako je se. Lepo vi sam kot duh, vsega mu dobri, gledaj za to. Dobro, majstore, prav Joža, kaj si videl? Si videl? To! Pohorski medved s kremplami. Kaki medved? Kot tiger, pohorski. Dobro, Joža, kaj stav kistih tigra videl na Pohorju? Kot puma! To, majstore, lepo si zabetoniral. To, Joža. Mislim, da ne bo tako težko. Glede na to, da je rekel Pohorje, da bi rekel Jugec. Bravo, točno. To je naš golman Jug. Nagrada že čaka. To je narejeno v Turčiji. Upam, da se prepoznaš. Mislim, mogoče te jaz zdaj sprve, da me kdo zbudi, ne bi prepoznal, ampak dobro. Nekaj malo večje uhe, ko imamo v resnici, ampak dobro. Veš kaj, verjetno so uhe ene, ne? Ja. To so pač turške uhe, Ja. zdaj obraz pa, mislim, No, je pa lep nekaj spomin, je. ne, Hvala, za nagrado. hvala lepo. Vreme trenutno ni takšno, kot bi si ga želeli, ampak na to nimamo vpliva, ni pa tako tudi ne slabo. Kaj nas vremenskega čaka, pa v prispevku nocojšnjega dežurnega meteorologa, vreme in Max Watson. Hej och välkomna till dagens väderrapport från Antalya. Det har regnat väldigt mycket de senaste dagen och det är stora översvämningar på vägarna. Dining här. Men som tur är så kommer alltid sol efter regn och imorgon får vi se solen igen. Tillbaka till studion. Hvala Max, oziroma v originalu, tako da bo tudi on razumel, tak Max. To je bilo vse, vodaje vijolične novice iz studia Belek. Rok, hvala. Hvala vam, lep večer in lahko noč.
Predvsem pa brez poškodb. brez poškodb. Nasvidenje.